Najprej hvala vam, ker ste se odzvala mojemu vabilu. No. Ja, hvala, ker si se kontra odzval, da ta stvar zanima. Ne? Ja, mislim, sej zanima. Mislim, da je kar pomembna za širšo publiko. Tako da sem mislil, da bi mal na kratko govorili o tem, kaj se dogaja glede referenduma, se pravi v sami vsebini, pa kako je do tega prišlo, da ste se zavzeli oba dva v bistvu za to. No. Tako da mogoče malo konteksta najprej glede ekokroga, čistko za poslušalce. Uroš, kaj je ekokrog, pa zakaj ste se marca v bistvu povezali s kolegi iz Anhovega in v bistvu začeli to kampanjo proti noveli tega zakona o vodah? V bistvu ekokrog je društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, ki je nastalo leta 2005, bolj zaradi problemov sežiganja odpadkov v Zasavju. Z leti smo začeli seveda se ukvarjati s širšimi problemi, ki so v okolju, in seveda mislim, da tam nekje 5. marca zvedeli, da se spreminja zakon o vodi, da gre postopek po skrajšani obravnavi, z obrazlago, da gre za manjše spremembe, in za obrazlago, da gre zgolj za to, da se bo zagotovil nekaj dodatnih sredstev za sanacijo poplavnih območij. In mi smo zvedeli, nekje 5. marca, da se je pa naskrivaj, da sta se v ta zakon naknadno, krepko po javni obravnavi vključila še 2 člena, ki sta pa izjemno nevarna za pitno vodo in da so zaveda tudi za ogrožanje priobalnega pasu, za naravo. In sicer 69. člen, ki je dovoljeval gradnjo nevarnih obratov, ki vsebujejo nevarne kemijske snovi, pomeni tovarn, ki pri obratovanju uporabljajo tudi take nevarne kemijske snovi, tudi na vodovarstvenih območjih. In pa 37. člen, ki je dovoljeval gradnjo na priobalnem območju, znotraj tega pasu 40 metrov, ko se pogovarjamo, priobalni pas je 40 metrov izven naselja in 15 metrov znotraj naselja. In zakon je, ta 37. člen je dodatno dovoljeval takšno gradnjo in celo dovoljeval je gradnjo na vodnem telesu, na vodi in tudi na ponikalnicah. In seveda, ko smo ugotovili, smo nekako na občutek šli, da to pa pravzaprav gre za nek poskus, kako mimo civilne družbe, mimo strokovnih društev, mimo stroke, na tiho speljati nekaj, kar bo na roke napisano kapitalu, investitorjem, da bojo lažje posegali po teh priobalnih območjih, po zidavi in tako naprej. In smo se nekako čutili, da je treba takoj narediti nekaj, da se o tem obvesti javnost. In tako je 8. marca nastala prva tiskovna konferenca skupaj z civilno inicijativo Danes iz Anhovega, Eko Anhovo, in takrat je sodelovala tudi dr. Fikfakova, kjer smo mi prvič medijem, preko medijev ljudem povedali, kaj se dogaja. Super, hvala. Brina, vi ste biologinja, ne? Ja. A bi lahko, ker Uroš je parkrat omenil ta priobalni pas, pa ohranjanje tega priobalnega pasu, ne? Mogoče kaj sploh je priobalni pas in zakaj je pomemben z vidika biologije? Priobalni pas je pomemben iz več vidikov, a ne? Ena stvar je v bistvu ta, da to je v bistvu kakor en most med vodnimi in kopenskimi ekosistemi, za katerega je tudi pogosto značilna visoka biodiverziteta, recimo sploh če govorimo o mokriščih. Hkrati pa se v to območje stekajo različna hranila iz okolice, tudi kakšne nevarne snovi, pesticidi, potem sedimenti, ki jih prinašajo recimo te manjši rečni pritoki. In ta pas nekako v bistvu vse to usrka, drevesa recimo s svojimi koreninami to usrkajo, predelajo in potem pravzaprav vrnejo v reko bolj kemijsko čisto vodo. Sploh, kadar gre za padavine, ko se ta voda nekako precedi skozi to, gre kot skozi eno naravno čistilno napravo. Tako da ta pas je zelo pomemben za zaščito samih rek in potokov voda. Hkrati recimo
vemo, da prekomerni vnos hranil škoduje vodi, iz okolice. Če recimo bi tukaj ta pas pozidali, ta drevesa odstranili, bi prišlo v bistvu do recimo prekomernega vnosa dušika, fosforja v vodotoke. To pomeni večjo primarno produkcijo, posledično cvetenje alg in posledično potem zaradi razgradnje tega pomanjkanja kisika v vodi. Tako da absolutno ta pas moramo ohranjati, kjer se le da, s to priobrežno vegetacijo. Prav, ena stvar je ta čistilna funkcija, druga stvar je pa to, da ta grmovja in drevesa pravzaprav ščitijo vodotok pred pregrevanjem. Še posebej se to pozna pri manjših vodotokih. Voda je precej bolj pregreta, sploh poleti, če to odstranimo. Ta drevesa dajejo senco in pa seveda tudi zelo je to pomembno, te korenine, veje, vse to nudi vodnim živalim skrivališča. Ribe se tja zatečijo pred vročino, pred plenilci, grejo počivati. Tudi te naravne spodjedene brežine so iz tega vidika zelo pomembne. Potem še ena stvar je tudi, da če ta območja pozidamo, v bistvu prekinemo to naravno povezavo med padavinskimi vodami, med površinskimi vodami in med podzemnimi vodami, ki je v bistvu tukaj na priobrežnem pasu še posebej intenzivna. Beton ali pa druga nepropustna površina to komunikacijo prekine in če je tega veliko, seveda to pol vpliva na napajanje zalog tudi podzemne vode, ki je vir naše pitne vode. Hkrati pa ta območja prispevajo tudi k poplavni varnosti. Zaradi tega, ker pravzaprav izven naselij v naravi, ob rekah želimo, da se tja visoke vode razlijajo. To je dobro in za naravo. Za nas mi gledamo poplave kot na neko grozno naravno nesrečo, ampak za naravo je pa to zdravo, da je to od časa do časa. Da se ohranjajo ti priobalni ekosistemi, ki rabijo pač to napojenost z vodo in tam se tudi ta voda zadrži, da takoj ne odteče. In je kot ena taka zaloga za hude čase, če lahko tako rečem. In seveda dobro je to tudi za ljudi, ker s tem, ko gre nekaj vode že v naravi iz struge ven, pomeni, da bo v naseljih manj in da bo poplavni val v naseljih manjši. Ja, jaz sem dostikrat slišal v bistvu ta argument, predvsem iz strani ministra Vizjaka, da ta novela zakona prinaša večjo poplavno varnost. Vi se verjetno ne strinjate s tem, ne? Ja. A bi lahko povedala, kaj je njegov argument, pa kaj je vaš argument glede poplavne varnosti specifično? Zdaj, kolikor jaz razumem, on dostikrat pravi, da ta novi zakon bi zagotovil nova sredstva za vzdrževanje vodotokov preko vodnega sklada. In nekako velja, da seveda vodotoke do neke mere pač vzdržujemo, to pomeni večjo poplavno varnost. Ampak tukaj gre za to, da v bistvu vzdrževanje vodotokov bi moralo biti financirano iz proračuna. Temu je namenjena posebna proračunska postavka za vodno-gospodarske javne službe, medtem ko sklad za vode je pa namenjen drugim isto pomembnim projektom, recimo projektom oskrbe s pitno vodo, javno kanalizacijo, tudi poplavno varnost. In s tem, ko ta sklad za vode dodatno finančno obremenimo, mu zmanjšujemo razpoložljiva sredstva za te druge ravno tako pomembne projekte. Tudi poplavne varnosti v končni fazi. To je ena stvar. Druga stvar pa je seveda, da bi ta novi zakon omogočil pozidavo vodnih in priobalnih zemljišč tudi izven naselij, se pravi v naravi, kar pomeni, da bi se pozidale te površine, ki bi morale biti namenjene razlivanju visokih voda. To pomeni, da vsa ta voda potem ostane v strugi in je v naseljih poplavni val še toliko bolj intenziven. Hkrati pa, seveda, če imaš ti en objekt toliko blizu vode, ga moraš zaščititi pred poplavami ali pa pred potencialno erozijo, karkoli. To pomeni utrjevanje brežin, to je praktično neizogibno. In včasih tudi ravnanje struge. In zdaj, če imaš ti ravno strugo z utrjenimi brežinami, to pomeni, da voda dobi veliko moč in hitrost in spet poplavni val to še dodatno potencira. Hvala za tole. Prosim. Če poenostavimo, mislim, najboljša poplavna varnost je, če ob reke ne zidaš.
Če tam ne zidaš, to je točno to. To je najboljša poplavna varnost. In seveda, če daš reki svoj prostor in vodi svoj prostor. To, kar pa minister hoče, pa ravno obratno. On v bistvu s to novelo zakona dovoljuje, da bo tam gradnja in da bo tam gradili celo enostavne objekte brez gradbenih dovoljenj, ki niti temeljev nimajo in tako naprej. In seveda pozida bo nova. Preko novih občinskih prostorskih načrtov bomo pozidali nova območja. In ker gre ravno v nasprotno smer. In jaz mislim, da ministra veliko bolj zanima kot sama tista prava poplavna varnost, ga zanima investicija. Milijoni, ki grejo za poplavno varnost. In predvsem jih zanima to, kdo bo imel bagre, kdo bo imel material, kdo bo betoniral, kdo bo to strugo, spremenil in kdo bo pobral denar. In tukaj se pogovarjam o velikih denarjih. In jaz sem prepričan, da veliko bolj kot poplavna varnost jih zanima investicija in višina denarja. Pardon, če bi mogoče sam še to dodala, zdaj se mi je glih spomnil, doskrat slišimo ta argument, lahko se gradi, če ne poslabša poplavne varnosti. Ampak tukaj je mogoče tudi treba upoštevati to, da zdaj smo v času podnebnih sprememb, da Evropska agencija za okolje skozi opozarja, da bo poplav kvečjemu še več oziroma bodo bolj intenzivne, se bodo tudi poplavne karte spreminjale. To je ena stvar, zato je absolutno boljš preventiva in je zelo neodgovorno in do narave in tudi do investitorjev pustiti sploh graditi ob vodi. Hkrati seveda pa tudi vemo, da zmeraj lahko pride do zlorab, da že zdaj se je včasih gradili na poplavnih območjih, pa se ne bi smeli. Kakšne vrste, čistko, če bo ta zakon sprejet oziroma ta novela, kakšne vrste gradenj bojo dovoljene, ki niso zdaj dovoljene? Se pravi, kaj je razlika med trenutnim stanjem in novim predlaganim zakonom? Pa lahko kdorkoli, bomo kar malo debatirali. Ja. Mislim, da ena ključna razlika je to, kako do teh dovoljenj priditi. Po obstoječem zakonu je bil postopek pri direkciji za vode, po kateri si mogel izpolniti določene pogoje in potem je MOP izdal neko dovoljenje in na koncu je mogla ta dovoljenje dati še vlada. In tam je bilo jasno zapisano, da taka gradnja je možna znotraj že obstoječih gradbenih parcel in znotraj že obstoječih naselij. Zdaj, novela pa to spreminja v večjih stvareh. Prvo, nivo odločanja se spušča. Če je prej najvišji nivo vlada mogla odločati, pomeni podkupiti vlado, vplivati na vlado, je verjetno dosti teže kot na uradnika, ki bo zdaj odločil. Ker zdaj se bo odločalo za izdajo gradbenega dovoljenja na upravni enoti. In seveda uradnik na upravni enoti načeloma posluša napotke od vrha. Njegov nadrejeni mu daje največkrat napotke, kako naj se izdajo dovoljenja. In dejstvo, da tudi če se ne bo strinjal, se bojo na njega izvajali pritiski, se zvija roke in tega smo videli v preteklih letih ogromno. Tudi v primerih, kjer zakonodaja dovoljuje temu uradniku, da popolnoma samostojno odloča in da ne sme biti nobenih pritiskov na njega, smo mi doživeli tega toliko, da pač vemo, da v praksi tako je in da niže kot pustimo, večji bojo pritiski. In dejstvo je, na vlado bo absolutno težje izvajati pritisk, kot pa na enega uradnika na upravni enoti. In seveda zdaj je možno graditi tudi v prostoru, v katerem je treba imeti zgolj, v bistvu je treba urediti OPN, znači občinske prostorske načrte. In če pride pravi investitor in če se pravi ljudje skupaj usedejo, potem se bojo občinski prostorski načrti zarišejo se seveda na novo, v nov priobalni pas, ne v obstoječi, v že obstoječo gradbeno, ampak prav za določenega investitorja, ki bi ob priobalnem pasu na vodnem telesu ali celo na ponikalnicah, kar nov zakon dovoljuje, rad gradil, se bojo naredili novi občinski prostorski načrti. In nič se ne spremeni. Direkcija za vode bo pač pod istimi pogoji izdala dovoljenje in potem odloča nižja stopnja. In seveda imamo primere, ko je direkcija za voda izdajala soglasje tudi tam, kjer jih ne bi smela, pa so potem tam bile poplave. In seveda, kaj tukaj je zelo pomembno, ko pride investitor z dovolj denarja,
ali pa ko imajo dobre ideje, ki je bi oplemenitili svoj denar, potem se tam delajo OPN-jo. Če ti kupiš neke parcele, dokler tam ni občinski prostorski načrt, tam ne dovoljuje gradnje. Daš lahko mogoče, 10, 20, 30, 40 tisoč evrov za tuk in tuk parcel. Ko dobiš tam OPN in ko se tam na tem pasu dovoljuje gradnja, potem se ne vem koliko kratniki oplemeniti vrednost teh parcel. No? In seveda tu sodelujejo ta pravi ljudje, ki to znajo speljati. In to se je že videl in ta zakon seveda omogoča ravno to. To, da bojo tisti, ki imajo te izkušnje že, to toliko lažje delali in posegali na priobalna območja in v bistvu ukrnili našo pitno vodo. In v bistvu iz teh razlogov tega absolutno ne smemo dovoliti. Seveda se pa pogovarja zelo zavajajoče. Minister govori o tem, da bo preprečil gradnjo tovarn, ki naj bi se do zdaj lahko odgradile. Ker seveda ni res, od leta 2008 naprej ni bila zgrajena nobena tovarna in s tovarna na priobalnem pasu prav gotovo ne bi šla skozi dovoljenja, ki jih mora direkcija za vode izdati. Znači, ne po obstoječem zakonu prav gotovo ne more biti in jaz upam, da tudi po noveli ne bi smela biti. Ampak seveda govorijo pa o obratih, o objektih za javno uporabo, za javno rabo. Ker ljudi zelo hitro zavede, pa mislijo, ja, to je naše, to je za nas, kot neko javno dobro. Ja, v bistvu je pa kot nek park, sprehajalna pot, kolesarska steza, čolnarna. Ampak v bistvu, če pogledamo zakon, objekti za javno uporabo so gostilne, trgovine, hoteli, parkirišča, petroli. Vse to je možno zidati. V privatni lasti v bistvu. In seveda, ker je zelo važno, v privatni lasti. In to gre pa še, bom rekel, toliko bolj potrebno poudarjati, zato ker predlagatelji zakona in minister neprestano razlagajo, da hočemo mi graditi neke vile za privat last. Ni res. Lejte, prav vsi objekti, ki jih ta nov zakon dovoljuje, so možni v privat lasti in tam bojo. In še en člen je tam zelo sporen in sicer ta, da je to privat lastnino, ki bo seveda javno dostopna, pod pogoji, ki jih bo lastnik dal. In če si predstavljamo, da je nekdo tam naredi hotel in potem bo seveda vsem dostop možen v ta hotel, ampak pod katerimi pogoji bo pa lastnik hotela postavil, kakšna bo tam cena prenočišča, kakšna bo tam cena hrane, kakšna bo tam cena kavice. In s temi pogoji seveda pomeni, da se določenim ljudem seveda zapira dostop do teh območij in se jih bo tudi zagradilo. Ker v zakonu, v noveli zakona, ki jo hočejo speljati, je tudi člen, ki omogoča, da če lastnik dokaže, da se mu dela škoda na lastništvu, je možno to zagraditi. Ker pomeni, če bo tam postavil hotel, bo postavil teraso povsem na obalo ali celo na stebre, na reko, na jezero, na potok, ponikalnico, kar je vse dovoljeno. Potem v naslednji fazi dokaže, da so mu v prvi noči poškodovali 3 stole, pa eno mizo, naslednjič pa še neki. In najslabši možni odvetnik bo potem, ker mu zakon daje možnost, seveda omogočil in uredil, da se bo zadeva zagradila. Potem bojo obstajale samo še ene vrate, na katerih je zelo verjetno, da bo tudi varnostnik, in potem se ve, kako se not prihaja in kje je to javno dobro. Že zdaj, po zdajšnjem zakonu, ne znajo zagotoviti javnega dobra in dostopa za obale, zato ker imamo primere, ko so ljudje protestirati zaradi ograj, ki so zdaj narejene. Pa gre inšpektor pogledat, pa je ne more odstraniti. Zakaj? Zato ker je 40 metrov priobalni pas. Ograjo pa lastnik, ki ima dolgo pred celo 300-400 metrov, postavi 80 metrov stran. In tebi že na 80 metrih prepreči, da prideš do obale. Znači, lastniki imajo že danes ideje, kako to zapreti za posameznike in javno dobro onemogočiti. To, kar danes imamo državljani Slovenije, da lahko prosto pridemo do reke, do jezera ali pa do potoka. Ja, in vemo tudi, da te lope in podobni enostavni objekti zelo hitro prerastejo v privat vikende in spet potem sledi ograditev. Pa tudi, če ne,
problem je tudi že čisto iz estetskega vidika, tudi neprijetno je, ne vem, greš se sprehajati v naravo, ne, čisto kot če človeško gledamo, imaš občutek, kakor nekako, da hodiš po tujem, če je obala zagrajena z raznimi lopami, brunarcami, ne. In tukaj ne govorimo o eni, problem je, ker pač to bo dovoljeno na splošno. Ja, dostikrat smo omenili ministra pa vlado, ne. Jaz bi samo mogoče preden gremo naprej, bi Uroš tebe vprašal, ne, ker velikokrat sem slišal, da ti očitajo, da te podpirajo pač leve stranke, ne. Mogoče sam tvoj odgovor na to, glede dotičnega primera, ker sam sem tudi neopredeljen oziroma mi je vseeno, ne, se odločam case by case, ne, na podlagi primerov, ne. Mogoče samo en primer za to, da ne bo kdo dobil občutek, da gre tukaj za politično vprašanje mogoče. No. Minister bi zelo rad v bistvu njegov in tudi namen predlagatelja je seveda skregati ljudi med sabo, jih razdeliti. Čim manj ljudi, da pride na referendum glasovati proti tem zakonu in to je eden ciljev. Bolj kot ljudi med sabo spreš, lažje ti je pripeljati eno tako umazano stvar skozi. In seveda neprestano očita, da delamo za leve. Ne? Ampak dejstvo je, mi nimamo ne leve, ne desne vode. In vse, kar delamo za vse državljane Slovenije, ki do danes lahko odprejo pipo in iz nje priteče pitna voda. Pomeni, mi to, kar delamo za zaščito pitne vode, za zaščito priobalnih območij, delamo za vse državljane. Tudi za volilce SDS-a, Nove Slovenije in pravzaprav vse, tudi vladnih strank. Ne? Drugo, kar je, imamo, kar se tiče leve pa desne, samo to, če daš pipo v levo ali pa v desno, imaš toplo pa mrzlo vodo. To je edina razlika, kar jaz vidim, kar se tiče leve pa desne pa vode. Drugo pa, kar se tiče mene, je pa dejstvo, da sem v vseh teh letih veliko več opravka imel z levimi vladami ali pa sredinsko levimi vladami in da sem ves čas se boril z njimi in jaz nimam nobene težave se upret levem, sredinskem ali pa desnem, če delajo slabe stvari, ali pa sodelovati z enimi, z drugimi, ali pa s tretjimi, če delajo dobre stvari. In žal mi je, pač, da v tem primeru desna vlada imela izjemno priliko, da zelo slabe stvari, ki so jih do zdaj delali na okolju, predvsem leve vlade, da bi jih ta desna vlada lahko popravila in bi s tem obstala še dolgo let na vladi in da bi rekli, glejte, če so oni delali slabo, glejte, kako se dela prav. Ne? Ampak žal te priložnosti niso izkoristili in delajo povsem isto, kot so delali že tisti pred njimi. Delajo za kapital. In tudi, če en drugemu očitajo, da so en lev ali pa desen, v končni fazi zanima jih samo eno. Vsi vejo, da je barva denarja ista in da omogočajo kapitalu in da se skupaj napajajo pri tem koritu. In ko so eni, drugi ali pa tretji, vse pravzaprav poteka zelo podobno. In ravno iz tega se mi zdi zelo, zelo pomembno, da bo ta referendum nek preizkus zrelosti naroda, kjer bomo mi dali nek signal in tej vladi in vsem nadaljnjem levem, sredinskem, desnem, kakršnekoli bo prišle, da po okolju državljani Slovenije ne dovolimo, da se hlasta to, kot hočejo. Ne? In če bomo tak signal dali, potem vsaka naslednja vlada bo zelo dobro vedela, ko bo hotela podobno zadeve speljati kot ta, da se lahko opeče, da lahko dobi minus pike, da lahko dobi kazen, ki se bo na koncu poznala na volitvah, izgubljajo politične točke, izgubljajo na volitvah in ta signal mi kot državljani to moramo dati. Pa ne samo te desni vladi, za vse vlade, da se več ne dotaknejo takih stvari in da je več take neumnosti ne prihajajo na misel, zato je tudi za tuk let naprej pomembno, da se ta referendum dobi in da ljudje v dosti velikem številu pridemo na referendum in ga zavrnemo, ta zakon zavrnemo. Ja, super. Mogoče navezava na to, dostikrat sem slišal o tem primeru iz Avstrije, ne? A bi lahko malo to pokomentirali za tiste, ki ne vejo nič, kaj se je tam zgodilo, ker so imeli podobno situacijo, kot sem jaz razumel, ne? V bistvu v Avstriji, ne, če gremo na izlet, recimo na ta velika ledeniška jezera na Koroškem, vidimo, da je prosto dostopen, brezplačen, le en majhen kos obale, vse ostalo je zagrajeno, celo podključen, da sploh ne moreš do vode, če nisi pač lastnik tam bližnjih hiš oziroma tega priobalnega zemljišča.
In tega si absolutno ne želimo. Ta zakon bi pa razširil možnosti gradnje objektov v zasebni lasti na vodna in priobalna zemljišča in je, bom rekla, tak zelo poučen primer, česa se moramo nadalje izogibati. Tudi dejstvo je, a ne, da jaz sem pač recimo kot zaposlena v javni upravi, dajem mnenja o vplivih posegov na vode in te varovalke se zelo hitro obidejo, kot je rekel Uroš, so pritiski na javne uslužbence, na direktorje in bolj ko rahljamo zakon, več prostora za manipulacijo dajemo. In zato kvečemu je bilo treba to obstoječo zakonodajo še malo bolj zaostriti. Recimo ta obstoječi zakon o vodah popraviti recimo 14. člen, da bi bile gradnje v naseljih res točno definirane in zelo omejene. Bolj kot je zdaj in da bi seveda 37. člen, ki govori na splošno tudi o naravnih, vodnih in priobalnih zemljiščih, ostal kot sedaj, se pravi, da so tam dovoljene samo res te nujni posegi, ki pač spadajo ob vodo, ne vem, objekti za rabo vode, za zaščito in reševanje, za ohranjanje narave in podobno. Žal je pač tako v naši družbi, da varovalke so dostikrat samo na papirju in naivno je rahljati zakon in pravzaprav dajati manipulativen prostor, zato da se potem še bolj obide te varovalke. Kakšen komentar na to? Ja, v bistvu ta zakon gre, to je prvi korak v smer, kot ga imajo v Avstriji. Sej mi ne trdimo, da bo jutri po tem zakonu, če bi ga slučajno sprejeli v trenutku v Sloveniji isto. Ampak točno to, kar je Brina rekla, prvi korak, ki rahlja in naslednji rahlja in naslednji rahlja. Je pa zanimivo, da do leta 2008 zakon o vodah ni dovoljeval niti te izjeme. Leta 2008 je bila noter dana prva izjema, ki je za ožanje priobalnega pasu, o kateri sem pregovoril, ki je mogla na koncu potrditi sama vlada. Leta 2008 je bila ta izjema noter dana. In zanimivo, to izjemo je v zakon dala prva Janševa vlada. Ko je bil minister Vizjak, minister za gospodarstvo. In to je bilo prvo rahljanje zakona, ki je zares ščitil. Zdaj kritizirajo to, kar so sami dali noter in hočejo uveljaviti še bolj zarahljan zakon. In očitajo nasprotnikom nam, kot da smo mi tisti, ki hočemo graditi. A mi od prvega dneva naprej trdimo in hočemo zagotoviti, da se prepove gradnja. Ker je pa seveda zelo skregano s trditvami ministra, je pa to, da je on v 69. členu v začetku celo v zakon dal možnost gradnje tovarn na vodovarstvenih območjih. Danes pa pogledamo njihov letak, ki je prišel na vsa gospodinstva v Sloveniji in imaš prečrtano tovarno, ker češ mi tega ne dovolimo, oni hočejo to dovoliti, po starem zakonu je možno to. Gledajte, mi se ta isti minister, ki je dal 69. člen noter, ki je to dovoljeval, in ta isti minister, ki je nekaj dni nazaj v soočenju za časopis Večer z menoj, še vedno trdil, da je ta 69. člen v redu. In bi še danes bi ga dal noter. Znači, samo čakamo, kdaj bo naslednje rahljanje, ko bo minister dal še to noter. Znači, res je grožnja utemeljena. In res je človek izjemno zvit, ker na koncu pogledamo prvo stran tega njihovega letaka, ko pa pravi objekti za javno uporabo, kljukica. To pa mi dovolimo. Ampak ko pogledamo sliko njihovega letaka, na sliki ni objekta za javno uporabo. Objekti za javno uporabo, kljukica. Pa pogledamo, kaj je na sliki, ena lepa reka, potok in nekdo s kajakom na vodi. Objekta, ki bi bil tam hotel, petrol, trgovina, ne vem, gostilna, ga pa ni. Prav resno se delajo norce in na naslednji strani, ko prav, da bo nov zakon bo prepovedoval gradnjo objektov v javni lasti. Totalna laž. Ravno to, v zasebni. V zasebni, ja. Okay. Pardon, hvala za opozorilo. V zasebni lasti. In ravno ta gradnja trgovin, petrolov, hotelov, gostiln bo v zasebni lasti. Kako v bistvu lahko nekdo napiše na letak, ki ga potem pošle, če pa ravno to njegov zakon omogoča. In ko vidiš, da
da je pravzaprav cela stvar od samega začetka naprej izredno dobro zamišljena in zdaj postajajo nekako malo živčni. Zato, ker prvič smo jih ujeli, ker so mislili, da bojo gladko speljali. Za obrazlago, da gre za manjše spremembe zakona in zgolj za zagotavljanje sredstev za poplavno varnost, so pretentali celo opozicijo. Ker celo opozicija ni opazila, da so oni dali ta 2 člena noter. Ne? To je v bistvu civilna družba in nevladne organizacije smo opazili. Ne? No, zdaj smo jih še 2krat, bom rekel, smo šli čez neke ovire, ki so nam jih nastavili. Pomeni, najprej smo zbrali 2500 glasov, da smo omogočili sploh zbiranje 40 000 zbranih podpisov, overovljenih, da smo omogočili zakon. Ne? In tudi tukaj smo jih zbrali 60 000 in predčasno. In seveda postajajo živčni, postajajo arogantni, postajajo žaljivi. In zato poslušamo te njihove žaljivke o vsem možnem, prav na nas privat ljudi. Privat osebe se spravljajo, ampak mi v bistvu se ne odzivamo na te žaljivke, zato ker hočemo, da cilj teme ostane isti. Pitna voda, priobalni pas, javno dobro. Izvolite. Mogoče bi sam še to dodala, ker je Uroš dobro povedal, ne, vse to, kar je na tem letaku, ne, piše tudi, da novi zakon bo dal več teže stroki, ki bo odslej odločala o teh posegih na vodnih in priobalnih zemljiščih. Ampak ne samo, kot smo že tudi povedali, ne samo, da že pri sprejemanju tega zakona stroka ni bila upoštevana, dejansko se dogajajo pritiski že sedaj in jaz lahko povem čist primer iz inštitucije, kjer sem zaposlena, seveda nastopam pač v svojem imenu, Zavod za ribištvo, recimo smo letos 8. marca dali negativno mnenje za hidroelektrarno Mokrice, ki je bila med drugim tudi osebni projekt gospoda Vizjaka, ko je bil on še na HSE. Potem smo dobili poziv, naj se tako zglasimo na našem krovnem ministrstvu na zagovor in pripravljalci mnenja so prišli tja, kjer jim je bilo zelo jasno sugerirano, naj mnenje spremenijo v pozitivno in potem 11 dni kasneje so izdali pozitivno mnenje, vendar se pod njega stroka ni želela podpisati, tako da je podpisan bil samo direktor, ampak take stvari se dogajajo v okviru ljudi, bom rekla, ki hkrati pač trdijo v okviru vlade, da želijo poslušati stroko in to se mi zdi grozno in tudi mislim, da pač kot družba očitno nismo še zreli, da poslušamo stroko, seveda stroka ve, da mi nismo nezmotljivi, logično, ampak v tem primeru pač daš neko strokovno protiargumentacijo, zakaj se z enim mnenjem ne strinjaš. Ne pa na tak način, kot se je to zgodilo, seveda vse brez pisnih dokazov. Tako da želimo si vsekakor tudi na javnih inštitucijah, na katere želi novi zakon preložiti več odgovornosti. Najprej bi mogli te inštitucije, te strokovnjaki dobiti več strokovne avtonomije, več integritete. Tako pa seveda obstaja ogromno možnosti za manipulacije, ker so pač financirani strani države. In to je pač pod vsakokratno vlado, seveda problem. Pri tej kampanji sem opazil, da veliko mladih sodeluje, pa so se angažirala. Mogoče Uroš, zate, zakaj misliš, da so se toliko aktivirala, pa kakšne so tvoje izkušnje sodelovanja z mladimi v sklopu teh tematik, s katerimi se ukvarjaš? Jaz lahko rečem, da me v bistvu res izjemno veseli to, da sem doživel to aktivacijo mladih, ki sem jo v primeru recimo reševanja problema z ekokrogom, ko je pač ekokrog res, mislim, že naškrga dihov, je nekako manjkalo mladih. Potem pa kar nekaj let se mi zdi, nekako nikjer ni bilo neke mladine, če pogledamo leta nazaj, ko je družbo spreminjalo študentje so spreminjali tiste, glavne temelje družbe. Potem pa kar res eno dolgo obdobje, ko je to manjkalo. Jaz ne vem, kaj je kriv za to, računalniki, telefoni, kaj je v bistvu spremenilo to mladino, da se to ni dogajalo. In zdaj pri vodi se mi zdi pa že tudi mogoče pred vodo, tudi z Greto in z določenimi temi podnebnimi spremembami, z vsem, kar se dogaja,
so nekako, se mi zdi, mladi dojeli, da če ne bojo sami aktivno začeli delati na tem, da si zagotovijo možnost preživetja na tem planetu sebi in pa svojim potomcem, da to zaupati obstoječi politiki in čakati, da bojo sami prišli na vrsto, ni v redu. In dejansko jaz mislim, da nad 18 let je ogromno mladine, ki do zdaj nikoli ni šla na volitve in niso delali na politiki, ne? In na spreminjanju družbe. Ampak to je tudi en tak problem, mogoče posebno v Sloveniji, ker smo neka mlada demokracija, mlada država, ki smo odprej bili vajeni pač enopartijskega sistema ali kakorkoli in smo potem kar nekako se znajdli v neki demokratični državi, kjer so volitve tiste, ki nekaj naredijo in ne vem, mogoče nekako naivno vzeli vse skupaj, ne, da greš na vsake 4 leta na volitve, zvoliš svojega predstavnika in potem verjameš, da te bo on zastopil. Ne. Nič ni brez zares aktivnih državljanov. Če aktivni državljani ne gledajo vsake poteze posebej politikov in da se na dobre poteze ne odzivajo državljani in na slabe poteze ne odzivajo, potem bo politika delala, kar bo hotela. Mi, če hočemo država funkcionira, ne moramo kritizirati državo, da je država slaba, ker mi smo država. Mi smo država. Mi moramo biti aktivni državljani. In ni vsa krivda izgolj v parlamentu. Ne? Mi moramo tisti, ki gremo na ulice, če je treba, da izrazimo soglasje, nesoglasje, moramo iti na referendum, moramo iti na karkoli, kakršnokoli način, tudi na občinskih politikah in karkoli in na naslednjih politikah, na naslednjih volitvah pač nagraditi tiste, ki si nagrado zaslužijo in krepko kaznovati tiste, ki si zaslužijo, da so kaznovani. In potem se bo politika naučila. Ne? Ker sicer pa politika daje lepe besede mesec, dva pred volitvam, od trenutka naprej, ko pa sedi na svojih stolih v parlamentu, pa dela izključno za kapital in za denar in za lastni interes. Je pa žal, imamo pa tudi težavo v sistemu, ki ga imamo, teh volitev, ker sistem je pač tako postavljen, da s tem piramidnim sistemom na vrh pridejo ne tisti, ki si jih ljudje želeli ali pa ki bi si jih narod zaslužil, ampak vsega drugega. No, tako da tudi tukaj bo treba razmišljati o kakih spremembah in seveda jaz sem prepričan, da je treba narediti elektronske volitve, ne? Ker če država hoče poslušati svojega državljana in če hoče, da so državljani tisti, ki bojo vplivali na politiko in na razvoj in to zgodbo nam neprestano poslušajo, potem nam dajte možnost. Dajte možnost elektronskih volitev, pa boste videli, kakšna bo udeležba in kakšne bojo tudi razlike na volitvah, ne? Ker imamo pač določene stranke, ki imajo zelo ubogljive volilce, imamo določene, kjer ne grejo, ampak vsakem je treba omogočiti na najbolj možen enostaven način, da pride do volitev. To bi si mogla, mislim, da pride do možnosti, da izrazi svoje mnenje. In to bi mogla država narediti vse, da to zagotovi. In danes ta tehnika obstaja. In ko bo to zagotovljeno, bo mladi še toliko bolj aktivno delali. In se pa že kaže, da v teh primerih vode, v primerih podnebnih sprememb in od tega se pa dogaja neka družbena sprememba, kjer so se pa mladi dejansko zdaj zbudili. In v nedeljo bomo videli, če bo ti mladi iz svojih Facebook profilov odšli tudi na volitve, potem bo to velik dan za to državo, ker bomo pokazali neko zrelost naroda in mladih, ki so se odločili, da bojo vplivali na svojo prihodnost. Ja, jaz se absolutno strinjam z vsem, kar si rekel, ne? Ampak se mi zdi, da tako, ko gledam družbo ali pa predvsem mlade, ne, se nahajamo v eni taki krizi sprejemanja odgovornosti. Ne? Tako, kot si rekel, telefoni, tablice, ampak jaz mislim, da bolj je lagodno življenje, težje sprejemati odgovornost, ne? Pa se v bistvu postaviti za nekaj, ne? Ker si v bistvu apatičen, ker si v ugodju in si, dobro, včasih ste mi rekli lenoba, ne? Tako da ja, tako se absolutno strinjam, v nedeljo se bo pokazal, a je narod sposoben sprejeti odgovornost, ki je v bistvu dar, ki so nam naši predniki jo dali. Ne? Oni so se borili za to, da imamo mi sposobnost glasu. Ne? In mogoče se lahko glede tega referenduma malo stavimo. Osebno, po feelingu, mislite, da bo uspel, ne? Mislim, glede glasovanja, mislim, da tukaj ni, vsaj po mojem osebnem feelingu, ni neke težave, da bi bil narod proti, ne? Saj tako po
občutku, ne? Ampak imamo pa tukaj en problem, ki ga lahko opredelimo, ne? Da je treba doseči določeno število volilcev. Ne? Tako da, a vidva mislita, da bo šlo čez to ali ne? Jaz sem se v zadnjih letih naučil, da ne dajem prezgodnih izjav, da se ne prezgodi veselim, ker sem se že kdaj v življenju prezgodi veselil, pa sem bil pol zelo poparjen. Tako da bom kar počakal in še enkrat pozval ljudi, da izkoristijo to priliko. Mislim pa, da imamo velike možnosti in mislim tudi, da se predlagatelji zakona izredno bojijo tega in da se zavejo, da nimajo argumentov, vejo, da zavajajo, vejo, da smo jih spregledali. Oni vejo to. In vejo, da nas na vsebini pravzaprav ne morejo nič narediti, ker vsebina je jasna. Oni v bistvu imajo slabe namene in spremembo, ki jo hočejo s tem zakonom narediti, je slaba. To vejo in tudi ljudje so to spoznali. Sicer probajo čim več ljudi zmediti z načinom komunikacije, ki ga imajo in mene kar nekaj ljudi kliče, kaj je zdaj prav, a moramo pokrožiti za ali proti. Ne? Ampak itak hočejo zavarovati bom rekel, priobalna območja pred gradnjo, zavarovati pitno vodo. Oni so nekje sem videl, so celo zapisali za vodo, ne? Ja. Okroži za, ne? Ja. Pa je, Seveda. In to je izredno premišljeno iz strani predlagatelja, da ljudi zmede. In naša naloga v tem tednu bo, da ljudem na vse možne načine dopovemo, da je za obvarovanje pitne vode, priobalnega pasu in prihodnosti za naslednje generacije na tem referendumu treba obkrožiti proti škodljivemu zakonu, ko ga hoče vlada uveljaviti. Ne? To je eno. Drugo pa seveda, če bo dovolj ljudi, je seveda odvisno od velikih stvari, recimo tudi zanimivo, kakšno bo vreme v nedeljo, je tudi pomembno. V nedeljo je pomemben seveda tudi to datum, izjemno pomemben je datum in predlagatelj zakona je to vedel in nas je tlačil, nam je to datum čim dlje v dopuste. Ne? In seveda najprej smo mislili, da bo to referendum zadnjo nedeljo v juniju, potem 4. julija, no? Ampak na koncu so še z amandmajem in z enim dobljenim glasom viška od tistega, kar so potrebovali, uspeli še za en teden premakniti dlje v dopuste. Kar nekaj truda smo rabili, da smo dobili tudi jasna napotila, kako glasovati z dopusta in na vsa vprašanja, ki smo jih dajali na volilno komisijo in tako naprej, so bili odgovori včasih tudi ne vemo. Ne? In smo čakali potem, da je volilna komisija odgovorila in da smo potem mi lahko ljudem odgovarjali. To meni zelo zavestno so šli v onemogočanje tega, da bi ljudje čim bolj na enostaven način in čim večjem številu izrazili svoje mnenje, ampak so šli z doseči cilj, da čim bolj otežijo in onemogočijo in naredijo najbolj neugoden možen termin, da bo čim manj ljudi imeli možnost oditi na referendum in da bo nam čim težje doseči ta kvorum, pomeni za zadostno število udeležencev. Kakšna je številka? Ne. Mislim, da je 340,007 volilcev. No, in to pač kaže na to, da predlagatelji zakona vejo, da smo jih spregledali. Tudi vejo, da so jih ljudje spregledali. In jaz mislim, da bo to edini referendum v zgodovini Slovenije, za katerega že naprej vemo, kako se bo glasovalo in za katerega je Miha Stegel, jaz mislim, da naši prvi ali drugi tiskovni konferenci že povedal. To bo referendum, za katerega že vsi naprej vemo, kako bojo ljudje glasovali. Vprašanje sam, ali bomo imeli dosti ljudi na referendumu. To je, mislim, da v marcu v eni prvi ali pa drugi naši tiskovni konferenci bilo jasno povedano. Mi smo to že prevedeli. Ja. Brina, mogoče na konec še. Upajmo na najboljš, da se udeležimo v čim večjem številu in da pokažemo, da nam ni vseeno za naravo, za vodo, za našo prihodnost in da imamo, bom rekla, vse ta čut odgovornosti in do narave in tudi pač drugega in do naše prihodnosti. Tako da, upajmo na najboljšo nedeljo. Mogoče bi sam še spomnili, da je sedaj tudi čas za predčasno glasovanje od torka do četrtka, od 6. do 8. julija, od 7. do 19. Ampak te lokacije so lahko malo drugačne, kot bodo volišča, tako da si lahko pogledate na spletni strani
zapitnovodo.si, za vihe, kako glasovati, in tam so lokacije predčasnih volišč. Po Sloveniji za Ljubljano bo to gospodarsko razstavišče, ne bo upravna enota, tudi za Maribor mislim, da ne bojo upravne enote. Prav tako pa tudi, če bo kdo v nedeljo na dopustu, ki je drugje v Sloveniji, se pravi izven kraja stalnega bivališča, mora zdaj do srede izpolniti vlogo prek e-uprave in jo oddati, potem pa lahko glasuje na volišču Omnija. Ja, tako super. da to bi še spomnili. Ljudi pa še je tudi seznam Omnija volišče isto na tej spletni strani za pitno vodo, kako glasovati. Ja. Sej, jaz bom z vašo ekipo se povezal, bomo vse linke dali spodaj, tako da bo spodaj, bomo mogoče še en dan bo trajalo, da bomo probali tudi te vire, vsega, kar smo govorili, malo dati za tiste ljudi, ki hočejo iti malo globje v to. Ja. Smo pač hoteli tako narediti nek tak hitri pregled, vsi nimajo toliko časa, ampak za tiste, ki bojo. Tako da jaz bi se vam res rad zahvalil, ne zato, da ste sem prišla, ampak za vse, kar delate. Tako da. Ja, hvala za povabilo. Hvala za povabilo in za možnost, da pač ljudem še enkrat obrazložimo, kakšne so dejstva. Ja, zelo pomembno, tako da hvala.